Pozdravje, zdravo, dober dan, dober večer. Ja, nadaljevali bomo naprej, ker smo končali nekako. Torej, kaj se dogaja na Zemlji, ne? Da slon stoji pred mravljo, mravlja niti ne vidi, ne? Torej, spremembe, ki so pred nami, so tako velike, da so prevelike, da bi jih osebno videla, ne? Ker so osebno se kot mravlja proti duhu slonu. Tako in torej, zdaj se nahajamo torej v tej časovnici, oziroma bom tako začel malo drugače pravzaprav. Torej, moje besede, ki se zdijo včasih nenavadne, prihajajo recimo iz pete dimenzije, recimo. Ampak kaj je zdaj to, ne? Torej, glasnik, prerok, če hočete, se zdi kakor, da govori iz prihodnosti, ne? Ampak pravzaprav prihodnost so pravzaprav samo višje dimenzije, ne? Ker ima večji razgled. Vsak človek, ko sedi ali pa stoji, ima rad razgled pred sabo. Ta razgled je vizija. In tako da gledamo kakor, da torej prerok govori iz prihodnosti, torej iz višjih dimenzij ali pa prihodnosti. V ta čas, torej to zunanje lupine časovnic tretje dimenzije, ki so nas dostavile, da so res v nekem času papkov in dolgega časa, ampak torej tisti, ki vidi, nad nami je plaz sprememb. In to je za preroka to kar breme, ki gleda, kdo mu pomaga poprijeti ta plaz sprememb, ta prehod na novo časovnico, preusmeritev Zemlje. Zato se zdaj usposabljamo, da se naučimo prijeti vizijo in potem lahko sledi akcija. Vsi smo pripravljeni od nekdaj. In Jezus je rekel, ki je rekel, da prinaša ogenj. In kako komaj čaka, da se razplamti. Torej, to so te spremembe. In lahko človeka vidimo, svet in človeka lahko vidimo kot proces. Lahko ga vidimo kot stanje, lahko pa vidimo ga kot proces, ki se dogaja in odvija. Tako da je nekakšno ravnotežje na Zemlji med ta šibkimi pa močnimi, zato je zgleda tako, ker močne spravijo v norišnice, pa križajo, pa na rob družbe se potisnili, pa osmehuje, pa ima za norce. Medtem ko ta šibki se pa opremijo in z orožjem, in orodjem, in policijo, in tehnologijami, in cel sistem se z njim podprejo, da lahko konkurirajo resnični moči. Tako da oblasti željni so tisti, ki oblasti nimajo, ki jo ne poznajo. Ampak doslej in silam globoke države in svetlim silam ni bilo v interesu, da množica ve zanje, da je množica informirana. Ker, Jezus je rekel, kdor rajši sam dela, kakor da mu pomagajo eni, ki ne vejo, kaj delajo. In tako se dogaja, torej med nebesom in zemljo ali pa pod svetjem se dogaja torej boj za čredo, za zemljo. Kdo jo bo imel, kdo jo bo torej maso premikal torej in s tem usmerjal celo kreacijo.
In sem nismo prišli, da se embaliramo. To je svet embalaže, ja. Svet vsebine od znotraj, ne. Da se dogaja v zunanjem svetu, torej v svetu embalaže, da se odslikavajo nekakšne lenobe in predatorstva in parazitizmi in virusi in vse te stvari, zato ker se to odslikuje notranjost nas. Zato vas vabim spet v ultimativno držo, v dokončno držo, ki je med ležanjem in stanjem, torej predsednikovanje, transmisija, ponovadi rečem. In tukaj vam bom zdaj razkril torej tale sedla, ki sem jih pripravil, orodja, da lahko delujemo. Prvo sedlo razkritja, kakor pravim, je obrt besede, torej vizija, beseda, ne, potem je materializacija. In pesnik kot alkimist besede združuje nasprotja in prihaja do novih paradigem. Tako da imam na strani, na internetu, imam eno stran, kjer objavljam boljše ali slabše besedne igre, torej to pevčevino, ki jo razpredam preko čez civilizacijo, da torej navdihuje in vodi družbo, kulturo. To imamo na strani, boste dobili povezave, drugače pa torej, evo, imamo povezave, že imamo. Drugo sedlo je torej v povezavi s hrano. Torej, za nas je esencialno kultivacija, torej pridelava hrane. Prej sem slišal na radiju, da je kriza, da se stvari dražajo. Da ne vemo kako, kaj. Tako da komunikacija, kultivacija, genetsko resnična, iskrena genetska nadgradnja, razvoj vrta, vrtnin. Sem tukaj razvil torej naslednje orodje, ki gre za združitev torej srednjeveškega uvida zahodnjaških čaker, mikrokozmosa, torej določena spoznanja Rudolf Steinerja, ki sem jih združil z spoznanji Tesle, ki torej razloži, kako je možna transakcija električnega naboja brezžično. Torej, s prisluškovanjem v sevajoče je možen prenos. To je pravzaprav torej transmisija, ki jo Tesla definira znanstveno. Tako da ideja je, da se torej, na teh straneh lahko pogledate malo, kako zadeve izgledajo in delujejo. Recimo, danes nima vsaka rastlina ploda, ne. S to metodo je možnost, da bo lahko vsaka rastlina nosila plod. Namreč tudi glede hrane, človek ni bil namenjen, da bo odvisen od hrane. Hrana je pravzaprav medij komunikacije, izmenjave, torej kulture med človeštvom in planetom. Torej, mi s svojimi temi metodami ali pa z navadnim življenjem navdihujemo vrt, torej in direktno okoli sebe in lahko tudi na distanci, torej iz urbanega v ruralno, torej ta orodja delujejo tako. In tako torej navdihujemo z svojimi odpadki in mentalnimi in izločki telesa in vsemi temi emanacijami telesa, navdihujemo torej rastlinski svet, ki ga to hrani in gnoji in informira, da lahko torej rastlina, ki je s svojimi vejami povezana s konstelacijami zvezd in s koreninami povezana s konstelacijami kristalov v zemlji, v globinah, ker rastline stojijo lih na glavo, kakor mi. Torej, one stojijo na nebu in gledajo notri v svet konstantno. Smo lih
nasprotno. A ne? In tako torej se v deblu oblikuje ta naboj nebes in zemlje in nastane plod prav za nas. Torej, in ko človek užije to hrano, dobi te informacije, torej glede na to, kaj ga zanima, kaj se želi, kaj razvija in tako naprej, dobi te informacije vase, grejo čez njegovo življenje in potem spet z iztrebki, a ne, in izločki in mentalnimi oblaki in tako naprej, spet navdihuje rastlino, da torej gre zemlja na naslednjo stopničko. In tako se torej vrti konstantno in gre svet naprej. Tretje orodje torej, pa je ekouprava, torej upravljanje komplet ekosistema kot torej ultimativnega in primarnega sistema za človeštvo. Sedaj vidim, zlorabljali že to besedo v tehnologiji, ekosistem. Ekosistem ni nič tehnološkega, ampak je ekološkega. Torej, kot smo rekli, prvi žarek, torej to je spet, boste videli tretji povezava na internetu, ki ste jo dobili. So torej ta železna središča povezana s kraljestvi ekosistema in železna središča pa torej z duhovnimi vrednotami. In lahko gremo še globlje, še bolj v špico besede, oziroma filozofija mogoče. In gre torej tako, to sem že enkrat omenjal, ampak vendarle, torej jaz sem stvarnik vesolja. Glasniki, to je molitev glasnika, torej zavest glasnika, ne preroka, torej če želite. Potem človek moli, jaz sem oče in mati vesolja, žival, vse izhaja iz mene, srce. Korenska čakra gljive, vse se vrne vame. Rastline, duh in telo so moji templji. Bakterije, programska oprema, v katerih jaz uresničuje. In kristali, spolna čakra, vijoličen, moje najvišje bitje in postajanje. Torej, to so te kode molitev nove dobe, ki je dal Kristus, učitelj, ki se torej skladno spet z vsemi temi paralelami manifestacije, kreacije in vesolja tega življenja. Četrto sedlo je pa torej so zakoni. Zakon smo rekli je oče, mati je energija, kateri ta zakon vlada. Torej, zakoni so na vrhu uma, na vrhu matrice, minimalna zaporedja besede, minimalne kode, spoznanja, modrost. In zgolj, ko jih vemo, s tem že vladamo. Tako da so 4 zakoni, tudi imamo 4. link, boste dobili, kjer si lahko preberete. Tako da, trenutek, vrno. In, torej imamo te skrajnosti ljubezni, torej levica in desnica, a ne, levica je prava, če si prizadeva za medsebojno delitev resursov. Druga skrajnost ljubezni, a ne, torej ta je najbolj konkreten vidik ljubezni, najbolj abstrakten vidik ljubezni, najbolj subtilen je pa torej nenavezanost, to je desnica. Tako da, torej ta svoboda, kako že gre, ne. In bomo končali s tem, da nebeški lev z Apokalipse je na zemlji. In najdete ga.